Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna posameznica. Lepo pozdravljena, Metka. Živijo. Zdaj, preden začnemo in pokukamo v tvoje izjemne možgane in tvoje razmišljanje in izkušnje, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil, da bojo odkrili, zakaj pravim, da si res izjemna. Zdaj, ti si marketing manager programa Think with Google za CE regijo in vodja Brand and Reputation za Adriatic in Baltic regijo. Si ena izmed prvih zaposlenih Slovenk na Googlu. Zdaj, vsi, ki poznate oziroma ne poznate Googla, par dejstev, da se bomo vsi zavedali dimenzij, kar verjetno se jih že. Google je, oziroma Alphabet, ki je lastnik Googla, je eno izmed 4 tehnoloških podjetij, ki je preseglo market cap $1 trilijon. Imajo približno 40,000 searchev na dan, kar prinese 3,5 milijarde iskanj, se pravi searchev na dan. 40,000 na sekundo, pardon. Pa približno polovica vseh produktov se išče na Googlu, tako da, ampak Google itak že vsi poznamo. Pa gremo še naprej, malo pogledati vse tvoje izjemne achievements oziroma dosežke. Zdaj, ti si platforma Think with Google, predstavlja zakladnico podatkov, analiz, vpogledov in dobrih praks iz prodaje in marketinga, prek katere Google navdihuje vodilne in izobražuje ekspertov v poslovni javnosti v CE regiji. Ti si bila tudi na ekonomski fakulteti, tako kot jaz, tam si diplomirala, prejela si tudi svečano listino za izjemen študijski uspeh, čestitam. Potem si šla absolutno tudi naprej. Znanstveni magisterij si upravila na IMB programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer marketing. Prve izkušnje iz marketinga in managementa pa si pridobila z delom v podjetju Red Bull Slovenija, potem tudi kot asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in v Bohinju Bohinj Park Eko hotelu. In potem si se leta 2011 podala na novo dogodivščino in se zaposlila v Googlu v Dublinu, kjer boš zdajle meseca maja praznovala skoraj 10 let. Tako da wow. Po 2 letih si se vrnila v Slovenijo, kjer si prevzela najprej funkcijo marketing managerja za Slovenijo in nato še za Adriatic regijo. Poudarek pri tvojem delu pa so predstavljale partnerske agencije, lansiranje novih produktov, kakor je Street View, Google Map, Maker, Doodle for Google, lokalni Doodli in tako naprej. In se pravi razvijanje Googlovega ekosistema. Zdaj, ti si ena izmed najmlajših pisateljic, kar jih imamo smo jih gostili na podcastu in si že pri 14 letih na pobudo šole izdala knjigo z naslovom Rojstvo Mavrice, kar je izjemno. In pa še en ta fun fact o tebi, da pred 10 leti si pripravila kratek film kot zahvalo za Gorsko reševalno službo Slovenije, za njeno helikoptersko reševanje iz stene velike mojstrovke in si tako spoznala svojega moža, ki je gorski reševalec. Tako da, wow. Tako da, Metka, lepo pozdravljena v podcastu Beyond Leadership. Zdaj, moje prvo vprašanje, kakor ga poslušalci že poznajo, če je bila midva sošolca, kakšna si bila v gimnaziji? Si bila že takrat taka pustolovska, inovativna? Jaz bi rekla, da sem bila najstniško navihana. Predvsem sem bila radovedna, pa istočasno precej žurerska. Tako da mogoče bi se v srednješolskih, gimnazijskih letih predvsem srečevala v kakšnih klubih, žurkah. Tako da se mi zdi, da je bilo to eno tako obdobje iskanja samega sebe oziroma preseganja samega sebe, radoživosti. Potem po srednješolskem obdobju so pa mogoče prišla tisto obdobje, ko je bilo pa bolj ta radovednost, iskanje nekega znanja, širjenje obzorij. Ful dobro. Zdaj, naši poslušalci imajo ogromno nekih vprašanj, jaz absolutno tudi. Tako da mene zanima, kako pa izgleda tvoj tipičen dan? Imaš kakšne posebne rutine, ostaneš v 5, 6, daj si pripraviš plan za naslednji teden, glede na pozicijo, ki jo imaš, ki je res izjemna. Daj nam malo piš. Jaz bi rekla mogoče tako v teh zadnjih 10 letih, da se je ta rutina precej spreminjala. Tudi recimo, ko sem delala v Googlovi pisarni v Dublinu, je bilo to čisto nekaj drugega, kot je zdaj. Potem pa v bistvu že zadnjih 8 let delam od doma,
tako da je rutina, kar se tega tiče, precej drugačna in mislim, da jo marsikdo tudi danes oziroma v zadnjem letu spoznava. Tako da na začetku sem se jaz soočala s problemom tega, kako sploh ločiti zasebno, poslovno, a sploh ločiti oziroma ta fleksibilnost, ki mi je šla precej na roke, pa kako sploh nehati delati. Ne? Tako da to sem že nekaj časa nazaj razčistila, ampak še vedno so neke spremembe, ki so tudi pridejo mogoče v različnih življenjskih obdobjih, tako da recimo, ko dobiš družino, se tudi to precej spremeni. No in recimo, ko si omenil ta 5 AM, to sem tudi jaz nekaj časa prakticirala, dokler nisem prebrala knjige Zakaj spimo, kjer sem spremenila pogled na ta 5 AM in ugotovila, da moram prioritizirati teh 8 ur spanja, ker sem jaz do zdaj mislila, da je 6 ur čist dovolj, pa se je izkazalo kot zelo dobra odločitev, no, tako da zdaj Top, super. Zdaj se bolj fokusiram na 8 ur kot na ta early bird. Je pa tudi odvisen v bistvu od letnega časa. Tako da recimo poleti, ko je daljši dan, se tudi jaz recimo rajš zgodaj zbudim, pa mogoče neko jutranjo rutino. Medtem ko zdaj po zimi, je pa to pač kasneje, ko se dela dan. No, ampak recimo te rutine so se skazale kot zelo pomembne, sploh v tem delu nadaljavo oziroma delu od doma. Tako da recimo, kako trenutno v tem obdobju izgleda moj delovni dan, delovni teden, je, da ko vstanem, imam v bistvu najprej vse naprave izven spalnice, od telefona, tako da imam tako budilko na gumb, telefon in računalnik, vse ostaja zunaj. In tudi to sem ugotovila, da je zelo pomemben tudi te naprave spraviti od sebe. Vsaj enkrat na teden, to imamo zdaj tako imenovali No Tech Tuesday, kjer se lahko v bistvu zaposleni na Google prijavimo na ta challenge. Tako da ta teden je 3. teden in to je v bistvu tak super dan. Na začetku ti je malo problem, kaj v bistvu, ker ne moreš niti ljudi nazaj poklicati, ki so te klicali, ampak zdaj v bistvu 3. teden se že zelo veselim, torka, ker že se pravi jutr. Se pravi jutr, ja, kjer ko bo v bistvu dan brez tehnologije. Drugače pa v bistvu pri meni se je skazalo ključno to, da nekaj naredim v ponedeljek zjutraj, vikendov se res izogibam, tako da so tudi vikendi precej no tech. In zjutraj naredim v ponedeljek nek plan za cel teden, oziroma ga mogoče delam že en teden prej sproti, ko vidim recimo, kje stvari lahko prenesem na naslednji teden. Pa se mi zdi pa ključno za vsak dan pogledati, kje so tiste ključne videokonference oziroma sestanki, na kjer je treba iti, in tudi zelo ključno pogledati, na kjer ni treba iti. Ker v tem času se je skazalo, da je bilo preveč teh nekih sestankov, ki mogoče niso bili uporabni ali pa pri tvojem delu ne služijo. To se mi zdi ključno. Drugo, da se za vsak dan narediš nek plan ključnih stvari, recimo, ampak to res 1 do 3, ki jih boš naredil, in to so v bistvu tiste žabe, kad se reče, da jo zjutraj poješ. Potem pa recimo tudi osebne stvari, kjer moraš recimo tisti dan narediti, da si tudi napišeš, da jih pol v bistvu lahko odkljukaš oziroma prečrtaš. Drugače pa recimo na nivoju, ker pač te korporacije vemo, da zelo radi delajo na kvartalni bazi, se pa meni zdijo tudi ključni na Googlu in mi rečemo OKRs-i, se pravi Key Objectives and Key Results. In v bistvu to so nekako cilji oziroma kaj želiš doseči v roku 3 mesecev in so tudi merljivi. In potem na podlagi tega, kaj imaš za 3 mesece po dan, se tudi odločaš, kaj boš delal v določenem tednu. In mogoče ena taka stvar, ki je meni zelo pomagala, en menedžer na Googlu, ki je bil, in sem imela jaz ogromen stvari, res tako, nisem se ven videla, ker mislim, da je zelo pogosta stvar. In on je meni rekel, ti samo napiši vse stvari, ki jih ti zdaj delaš. In jaz sem res prišla s spiskom, to je bilo 2 A4 lista stvari, in on je samo pogledal,
3 stvari zbral, jih prestavil na vrh, naredil črto in rekel, gledaj, te 3 stvari zgori so pomembne za tvoj razvoj, tvojo kariero, pa zame kot menedžerja in te stvari te bojo v bistvu, to je tistih 80%, ki bo tebi prinesel dobre rezultate. Vse ostalo, ne da ti ni treba narediti, ampak ta črta pomeni ta work-life balance. Ne? In ko ti gledaš, na kjer mail odgovarjaš, na kakšen sestanek greš, se vpraši, a je to del teh top 3 stvari, ki jih delaš. Tako da mogoče je to ena taka popotnica, pa kar se pa dneva tiče, recimo, nimam jaz, a ne tako 8 ur od do, a ne pa da moraš biti, tudi pri nas se že nekaj časa to ne spodbuja, tako da jaz se recimo zelo rada tudi vmes med delovnim časom vzamem recimo pol ure, 45 minut, da gremo v gost, že vmes sploh zdaj, ker so recimo kratki dnevi, tudi zjutraj si rada vzamem čas za kavo, to je ta work trigger na začetku, pa imam naročeno tiskano izdajo dela, ne? Tako da se res probamo ta tek oziroma digitalna utrujenost izogniti. Tako da to, pol pa mogoče, ja, pridejo pa tudi s tem fleksibilnim delom, tudi pride to, da načeloma res probam do 4 nekje zaključiti te pomembne klice, sestanke, ker tudi potem so družinske radosti, a ne, sploh če imaš majhne otroke, se začne živžav, ampak istočasno pa tudi veš, da če pride recimo neko obdobje, da boš na voljo tudi recimo za kakšno nujno stvar, tudi zvečer, ki je odgovoril, ampak to ni stalna praksa. Wow, noro. Definitivno je treba upoštevati prvič te tvoje No Tech Tuesday oziroma od Googlea, pa tvoje nasvete, da 80%, da se treba na to fokusirati. Zdaj, mene zanima, da tudi naši poslušalci malo več tebi zvejo, kaj pomeni biti marketing manager programa Think with Google za celotno regijo in pa vodja Brand and Reputation za Adriatic in Baltic regijo. Kaj dejansko je to, če nam malo predstaviš? Ja, v bistvu gre za nekako ločene 2 pozicije. Ena v bistvu je del ads marketinga, kjer gre predvsem za B2B segment in to je ta Think with Google platforma. Tukaj gre dejansko za Google content marketing, kjer ustvarjamo vsebine, ki so v povezavi z digitalnim marketingom, kjer se ne osredotočamo samo na Googlove produkte ali pa zgodbe, ampak je nekje na neke smernice glede digitalnega marketinga. In tukaj v bistvu jaz vodim platformo za C-regijo in se nekako skladujemo, da predstavljamo vsebine, ki so vezane na globalno oziroma na to mejo področje in istočasno tudi predstavljamo te zgodbe o uspehu oziroma case studije iz naše regije, tudi zato, da spodbudimo, inspiriramo lokalna podjetja. Potem na drugi strani je pa ta brand and reputation, tukaj je pa v bistvu bolj za branding, gre pa bolj za ta B2C, oziroma delamo na iniciativah, ki nekako prispevajo oziroma pomaga uporabnikom videti, kako jim Google sploh pomaga, ne, pač izven tega, da pač Google vprašaš za nek odgovor. Ne. Tako da tukaj gre za zelo zanimive iniciative. Recimo Grow with Google je v bistvu največja, pa tudi meni najljubša, ker v bistvu Google vlaga v brezplačna izobraževanja, investira v bistvu v države, v izobraževanja, kjer brezplačno prinesemo ljudem te digitalne veščine oziroma jim omogočimo, da grejo na online platformo, plus imamo te lokalne trenerje, ki v bistvu ljudem omogočajo, da se učijo digitalnih veščin, digitalnega marketinga, zakaj je pomembno, da smo na spletu, kako se lahko širimo na spletu in tako naprej. Tako da taki zanimivi projekti. No. Wow, noro. Boš pa še malo več povedala, ker se bo še bolj v detajle spustila. Zdaj, nekaj me zanima. In sicer, jaz sem blazen fan digitalizacije, inovacije, razvoja, ker sem začelo življenje v to vpet in sem imel priložnost ogromen raznih startupov, tehnologij vpeljati tudi v Slovenijo. Tako da me zanima, kako pa ti gledaš na digitalizacijo? Zdaj, ponovadi imamo dve skupini ljudi. Eni so navdušeni, pravijo, to nam bo izboljšalo življenje, vse je personalizirano.
Točno vem, Google Maps, kje moram iti, mi točno pove čas, ogromno nekih aplikacij me spremlja, da mi izboljša neko izkušnjo. Potem imaš pa drugo skupino ljudi, ki pa pravijo, ogromno nekih podatkov se zbira v nas, ne želimo tega, ogromno nekih posegov v privatno življenje. Tako da me zanima, kako ti na to gledaš, kakšno je tvoje razmišljanje? Jaz mislim, da je tako kot pri vsaki stvari, ki sem zelo verjamem v bistvu v nek tak ravnotežje, balans. Mislim, da je v bistvu najboljša pot, po mojem mnenju, nekje vmes. Tako da digitalizacija nam definitivno izboljša življenje, ampak istočasno moramo biti tudi previdni. Zato sem jaz tudi recimo tako, imam zelo rada ta izraz digital well-being nasploh. In v bistvu digitalna orodja so tukaj zato, da nam služijo, ne da smo mi sužnji njih. In mislim, da se tega treba zavedati, pri vsaki stvari, da v bistvu digital je zato, da ga ti izkoristiš za svoje koristi, ne da v bistvu si ti sužen tega. Ful dober. Se strinjam. Deva se še malo dotakniti. Zdaj prišla je pandemija, ogromen procesov se je digitaliziral, ker se jih prej nažalost ni dal. Pandemija pa pokazala pot, tako da jaz bi rekel, da je glavna prednost pandemije je dejansko ta pohitritev pa digitalizacija ogromno procesov. Pa me zanima, kako ti gledaš oziroma kako ste se vi v Googlu soočali s pandemijo, kako si ti s svojimi ekipami, si povečala komuniciranje, ne vem, je bilo kaj več sestankov. Pa drugo vprašanje, kako ti gledaš na delo od doma in pa Google seveda, kako gledate na to? Zdaj mogoče to prvo, v bistvu, kako smo se pri nas. Pri nas je v bistvu že delo že prej tako potekalo, da je lahko potekalo nadaljavo. Tako da recimo jaz sem ena od primerov, ko sem delala nadaljavo, sicer ena redkih, ko smo pred pandemijo delali nadaljavo, ampak dejansko je Google globalno šel praktično čez noč na delo od doma in je zaenkrat pač to do septembra letos. Tako da to kar neko dolgo obdobje. Tudi pri nas, kljub temu, da vsi mislijo, da je Google bil pripravljen na to. Marsikera stvar je bila pripravljena, ampak tudi Google je, preden je šlo vse nadaljavo, je Google tudi svoje zmogljivosti probavil, a bo sistem zdržal, a gremo lahko nadaljavo, kako je najbolj varno in pač definitivno bo veliko teh stvari v igri. In Google je poskrbel za to, tako da zaposleni tega nismo tako opazili, koliko je bilo dela za tem potrebnega. Recimo tudi pri nas se je videlo, da veliko ljudi ni bilo navajeno dela nadaljavo, tako da kljub temu, da je bilo recimo pred covidom veliko vprašanj o tem, zakaj pa jaz delam od doma, pa drugi ne, so zdaj v bistvu vprašanja, kdaj gremo spet nazaj v pisarno. Tako da so le videli, da mogoče pa ni toliko fajn skozi delati od doma. Tudi pri nas je bilo ogromno enih sestankov na začetku, virtualnih kav. Jaz sem bila ena redkih, ki nisem hodila na virtualne kave, ker sem že vnaprej vedela, da po virtualni kavi rabiš še to pravo kavo. Ali sam, ali pa s sosedom, ki ga ne poznaš, pa vidiš, da je bolj zabavno kot pa virtualno. Tako da mi smo se tudi v tem obdobju veliko naučili oziroma se še učimo in verjamem, da bo tudi ta prihodnost dela oziroma način dela veliko vplivala na to. Lahko pa iz teh svojih izkušenj povem recimo že prej, da sem jaz recimo kvartalno nekje hodila recimo v London, v Varšavo in tudi meni je bilo takrat zanimivo, da jaz sem prišla v pisarno in jaz praktično tisti dan ali pa dva ali pa tudi en teden, če sem bila, jaz skoraj nisem bila na računalniku, ker sem jaz ta čas izkoristila za kave, za sestanke, za kosila, za večerje. Res v bistvu tisti čas je bil namenjen druženju. Potem pa v bistvu, ker sem pa prišla domov, ker sem pa spet delala nadaljavo, takrat sem pa jaz uresničila tisto, kar smo se zmenili. Ampak sem lahko to uresničila le nemoteno. Zdaj pa ogromno teh sestankov in tudi jaz sama pri sebi vidim, da je treba biti res previden, zakaj se odločaš, da greš in zakaj ne. Super, hvala. Deva se še malo dotakniti tvoje rasti skozi Google in me zanima, kako bi pa ti rekla, da se je tvoj slog vodenja, ker ti imaš kar nekaj ekip pod sabo, spremenil tekom tvoje kariere?
Jaz bi rekla na začetku, ko sem prišla, da je bila dosta taka pozicija, ki je zahtevala predvsem tako tehnično znanje oziroma poznavanje produkta. In recimo takrat, ko sem bila v Dublinu, je bilo to definitivno odličen začetek, zato ker tam so bile tudi ekipe, ki so bile produktne ekipe, kjer si lahko šel tja, se pozanimal, mogel se biti skozi na tekočem, kakšne so posodobitve, kakšne bi bile najboljše strategije. In takrat sem bila tudi v direktnem kontaktu s strankami. In v bistvu bil način dela drugi, ker si v bistvu delal sicer takrat tudi B2B, ampak direktno z zunanjimi izvajalci, pa rabo predvsem ta strokovno znanje. Potem pa v bistvu znotraj Googla, ko sem pa prišla tudi v marketing, se je pa spreminjala. In kar naenkrat, ko imaš ekipo pod sabo, vidiš, da to strokovno znanje ti sicer pomaga, sploh glede strategiji, ampak so pa izziv, pač vodenje ljudje. Tako da tukaj je kar nekaj izzivov, in mogoče tudi tako izkušnje tudi pridobivaš recimo pri svojih menedžerjih, ki te mogoče nekdo inspirira, ali pa mogoče tudi iz tega, da se ti nekaj ne zdi v redu pri nekom, se tudi ti naučiš, kaj bi pa ti drugače naredil. Tako da to, potem tudi to recimo, da mogoče iz tega lastnega, ker recimo primer, jaz ne maram, da nekdo dela mikromanagement nad mano, potem pa tudi priješ do tega, da mogoče pa kdo to rab, in da mogoče, ker ti nisi mikromanager, se mogoče zaradi tega nekdo čuti zgubljenega. Tako da to so taka načini, da v bistvu moraš se tudi ti prilagajati glede na osebo, s katero delaš. In recimo trenutno imamo en tak zelo zanimiv trening, v bistvu Digital Human, ki je pa zdaj v bistvu še večji izziv, glih to vodenje nadaljavo in kako skozi v bistvu ta digitalen kontakt nadaljavo vzpostaviti še vedno to človeški odnos oziroma spoznati človeka, kako v bistvu biti tam za njega, kljub temu, da nista skupaj v pisarni. Ful dober. Ja, zanimiv. Hudo. Ti mi povej, kaj pa pol tebi pomembno, če greva v kontrasmer, ko sestavljaš ekipo, kakšne lastnosti so ti najbolj pomembne? Meni je recimo prva taka, ko sploh prideš v kontakt s človekom, je motiviranost za delo. In to se mi zdi, da se že tako zelo hitro vidi. Potem ta v bistvu vztrajnost in da nekdo tudi pride že z neko idejo, zakaj želi to delati. To se mi zdi, ker je pa itak povezan tudi z motiviranostjo. Pa mogoče, sploh, ne vem, mogoče poslušujem z mlajšo generacijo, se mi tudi zdi mogoče ta ponižnost, tudi da v bistvu, da se zavedaš, da ne veš vsega, ampak da veš pa določene stvari in imaš določene izkušnje. Tako da istočasno si samozavesten, imaš ideje, ampak istočasno znaš prisluhniti in se tudi učiti na novo, oziroma pač najdeti nek ta ravnotežje med tem, da slediš strategiji, pa tem, da prideš z nekimi novimi idejami, oziroma se učiš od drugih, oziroma si priznaš, da ne znaš vse. Top. V glavnem ogromno vlaganja vase, pa v razvoj. Ja. Ena stvar, tudi ki si jo izpostavila, ta followership, zdaj se ogromno govori o tem, da moraš včasih znati slediti. Deva se še malo dotakniti, 2 leti si preživela v Dublinu, kar ogromno si prepotovala. Koliko se ti zdi ta nota tujine, ker jaz sem tudi kar nekaj časa v tujini preživel, da ti odpre mindset, da začneš drugače razmišljati, da rataš dejansko, se ti nekaj čuti odprejo, ali kako bi temu rekel, neko novo razmišljanje pridobiš. Koliko se ti zdi to danes pomembno? Ja, meni se zdi to zelo, zelo pomembno. Tako, kar je recimo tudi ta nasvet sem jaz dobila, recimo, ko sem prišla na ekonomsko fakulteto, ko sem bila prvoletnik, me je nekdo rekel, če pa kaj na ekonomski fakulteti za izkoristiti, je pa Erasmus 5. Pa pojma nisem imela, kaj bil Erasmus, ampak pol, ko sem prišla do tega, da Erasmus obstaja, recimo sem res šla. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomemben. Kam si šla? Na Dunaj. Točno. Ja. Nisem šla daleč, ampak dovolj daleč, da sem v bistvu spremenila pogled na Slovenijo, na to, kaj se želimo v življenju. In tudi recimo pol vidiš, da ne rabiš še daleč, v bistvu, da dobiš neke mednarodne izkušnje,
ker je praktično cel svet prišel na Dunaj. Ne? In pol v bistvu si bil na Dunaju, si šel lahko z avtom, istočasno si imel pa študente iz celega sveta. Ne? Ful dobro. Deva se še malo dotakniti, kako ti recimo komuniciraš, kaj je te pomembno, ker danes tudi ogromno govorimo o dajanju konstruktivnega feedbacka. In ogromen vodij smo že gostili, velikih izpostavili ta sandvič, se pravi pohvala, graja pohvala. Velikih pa tudi prav, da dejansko to ni več the way to go, ne? Da je treba biti kar dosti iskren pa transparenten. Jaz absolutno sem mnenja, da moraš biti čim bolj transparenten, ker le tako lahko človek zraste. Pa me zanima, kako pa ti, kakšen imaš pogled na ta konstruktiven feedback? Jaz mislim, to je bil tudi en tak primer, ki sem jaz prvič slišala recimo na Dunaju, kjer smo mogli dati feedback, ne, in čim se je začel, ja, to ni bilo v redu, ono ni bilo v redu, je rekel profesor, najprej povej, kaj je bilo v redu, pol pa začni s tem, kaj ni bilo v redu. Ne? In nam je se takrat zdeli, ja, kako, če pa slabo. Ne? Ampak pa res vidiš tudi to, ne? Mogoče da, tako kot, recimo, če se ti ena stvar zdi zelo dobra, je vedno še nekaj, kar bi bilo lahko boljša. Ne? In tako kot se tebi mogoče na prvi pogled ena stvar zdi zelo slaba, je vedno nekaj, kar je bilo, recimo, vsaj če rečeš, sej pa potrudil, recimo. Tako da to se mi zdi, da je treba najti v bistvu te, pri nas rečemo tako, kaj je tvoja pač močna točka oziroma pač, kjer se tebi zdi, da si imel pač največji impact, pa v bistvu, kaj so tvoji izzivi, no? Niti ne pač težave, ampak izzivi. Tako da, ja, meni se zdi pomembno oboje, no? Tako, je pa res, da jaz sama imam pač tudi rada ta vrstni red, no? Da se pač najprej pove, kaj je dobrega, pa potem pač tudi te v bistvu prostor za izboljšave, no? Daj nam še malo piš življenje oziroma delo v Googlu. Zdaj vem, da Google ima ogromno nekih programov, ogromno vlaga v vas zaposlene. Kako to zgleda? Ne vem, kako se lahko karierno premikaš po Googlu? Ja, v bistvu Google ima res, mislim, tako, ti že, ne vem, meni se tudi mogoče tako ena takih pomembnih stvari, no, da znotraj Googla ti tudi nisi omejen, da je tako, da je podoben recimo kot tudi na fakulteti, ker ti se lahko premikaš v bistvu vertikalno ali pa horizontalno ali pa greš na druge produkte, tako da tukaj dejansko ti pol nisi več omejen na svojo izobrazbo ali pa svoje delovne izkušnje, ampak se lahko priučiš nečesa, pa greš v drug tim ali pa greš recimo, ne vem, mogoče v kadrovsko, finance, lahko greš recimo v neke druge produkte, ne vem, recimo iz marketinga, ads v YouTube ali pa iz adsa v brand and reputation ali pa v cloud. Tako da je v bistvu veliko stvari, kjer se ti lahko premikaš in se tudi na ta način učiš. Potem je tudi ena stvar, ki je na Googlu, je tudi v bistvu ta menjava geolokacije, ker greš lahko tudi na en tak, lahko greš recimo kot za 3 mesece, na določen projekt, 6 mesecev, 1 leto, lahko pol tudi zamenjaš, tako da je tudi recimo ena taka priložnost, da sam sebe spoznavaš, pa tudi veliko se spodbuja recimo te 20% projekte, Recimo, če je nekdo v prodaji, pa ga zanima marketing, pa mogoče ne ve, a bi on sploh bil za marketing, lahko vzame recimo 20% projekt, dela na neki marketinškem projektu in pol v bistvu ugotovi, a je to sploh za njega ali ne. Istočasno, če pa ugotovi, da je za njega, mu pa to pol tudi pomaga, recimo, ko se prijavi na določeno delovno mesto. Drugače pa tudi tukaj še pač tako kot najbrž v večini, pač podjetij, korporacij, tudi te razna izobraževanja, tako da tega je kar dost. Sama sem zelo vesela, da je ta pandemija prinesla online, tudi na Googlu veliko stvari ni bilo online oziroma se je priporočalo, da ti priješ osebno, tako da tukaj so se tudi meni recimo pač odprla vrata, ker ni bilo treba za vsako stvar potovati. Recimo za 2-urni trening, si pač mogoče mogel iti prej v London, pa če si bil takrat tam, pa ga ni bilo, pa se mogel pač pol prestavljati. Tako da ja, pač so tudi taka pač klasična oblika teh izobraževanj, ampak kot pač za kariero, se mi zdi, da je veliko možnosti, predvsem je pa pač to, kaj ti hočeš. Daj nam še malo razloži ogromne nekih mitov o Googlovih intervjujih, da pravi, da moraš res taka vprašanja, da dobiš, da dejansko noben ne pozna odgovor, razen Google. Tako da nam malo povej, kako se je v bistvu tvoja pot začela v Googlu, pa a te miti držijo ali ne držijo?
Ja, tako najprej treba povedati, da so vprašanja različna, glede na vlogo oziroma na pozicijo, na katero se prijavljaš. Pa tudi moram povedati, da marsikero vprašanje, ki je bilo v preteklosti, ni več dovoljeno. Oziroma se je meni pač pol tudi zgodilo, ko sem se recimo znotraj Googlea prijavljala iz prodaje v marketing, da sem dobila eno vprašanje, ki naj ne bi bilo več dovoljeno in potem ne veš, kaj bi rekel. To smo kot intervjuja, tega me ne bi smel vprašati, ampak ok, sem se pripravila. Tako da, ja, recimo na začetku, ko so mene poklicali za intervju, se meni zdela to ena taka super priložnost, sploh da dam to izkušnjo čez. Tako da tudi, ko sem šla prav v Dublin, sploh nisem razmišljala, jaz pa zdaj bom dobila službo ali ne, ampak mi je bilo enostavno ta izkušnja, da grem jaz v Dublin, da oni meni plačajo karto, da bom jaz tam prespala 2 noči, pa videla Google, pa šla na 4 intervjuje, se meni zdela že taka super izkušnja, ne glede na to, kako se bo odvila. Predvsem sem pa na teh intervjujih, recimo, ko sta bila v bistvu 2, sta bila prek telefona, prej pa pol recimo 4 v Dublinu. Predvsem sem imela ves čas občutek, da te cenijo, tako da v bistvu, tako da oni te želijo prepričati, zakaj bi se ti odločil za Google. In to se meni zdelo, wow. Tudi tako pač taka, mislim, medsebojno spoštovanje. Tudi na vseh teh intervjujih ni bilo nobene vzvišenosti, recimo tisto, da bi imel občutek, da zdaj pa, ne vem, pač mi smo tle, zakaj si pa ti zdaj tako. Pa tudi v bistvu sami intervjuji se niso osredotočali na življenjepis, ker v bistvu vsak, ki je prišel na intervju, oziroma ta je vodil intervju, je itak ta tvoj življenjepis že prebral. Tako da mogoče, če bo kakšno podvprašanje, ampak predvsem je bilo v bistvu tvoja odločitev, kako boš na kakšno vprašanje odgovoril, ali boš uporabil primere iz življenjepisa ali ne. Predvsem jih je zanimalo, kako ti razmišljaš, kaj bi ti izpostavil, kako si kaj v preteklosti naredil, kako bi drugače naredil, pa recimo na teh pač primerih. Tako da moja izkušnja je bila zelo dobra. Pa sem imela še ene intervjuje, tudi znotraj Googlea, ker greš iz prodaje v marketing, imaš spet, v bistvu greš v isti postopek, ker ko se zbira kandidata za neko pozicijo, se zbere najboljšega kandidata, ne glede na to, a je kandidat interni ali eksterni, tako da tudi tukaj ne bo recimo nekdo, ki je interni privilegiran, ker je že znotraj Googlea, ampak bojo dejansko zbrali tistega, ki najbolj paše na pozicijo. Tako da sem imela spet 6 intervjujev, nisem nič šparala. Tako da so mi bili pa v bistvu težji te drugi. In ja, tukaj je bil ta vprašanje, en od takih, kako bi neki, pač, ne vem, pač primer. Recimo, to se tudi v preteklosti delali, koliko, ne vem, krogel spravaš v en avtobus. No, tle je bil recimo vprašanje, koliko pip se proda v Londonu. In zdaj, vsak bi rekel, pa kaj me sprašuješ o pipah, se ne bom prodajal pipe, ampak tukaj gre v bistvu za, kako ti razmišljaš, kako se pač ti ločaš. To je odgovor? Ja, v bistvu ni bilo v številki, ampak je v bistvu v tem, kako ti razmišljaš, kako se ti pač vprašanja lotaš, koliko ljudi živi v Londonu, koliko je dejansko, ti misliš, da je recimo po oceni gospodinjstev, in koliko je v vsakem gospodinjstvu povprečno pip, koliko je recimo poslovnih prostorov, tako čist neka ocena in na podlagi tega, kako se ti v bistvu lotaš nekega problema, situacije, se pol vidi, a znaš razmišljati, ali ne, tako. Ali pa mogoče tudi ena taka stvar, ki sem se pa prijavljala za Google, je bilo pa tudi to, da jaz recimo nisem dejansko delala nikoli prej v AdWordsu, to je ta Google Ads zdaj. In jaz sem mislila, da bo to ovira, in na začetku sem še mislila, ok, se bom jaz naučila, pa bojo oni zdaj videli, da jaz to res obvladam, Sam, če nimaš izkušenj, Ampak meni so že na začetku rekli, se mi ne iščemo nekoga, ki obvlada AdWords, to te bomo mi naučili, 1. mesec boš itak imela ta izobraževanja, Mi rabimo nekoga, ki pač zna razmišljati, ki bo pasel v ekipo,
tako da to mi je bilo tako malo olajšanje, a ne. Pa tudi mogoče tako en tak nasvet, a ne, tudi drugim podjetjem, a ne, ki se recimo išče neko strokovno znanje, pa mogoče recimo ravno ta Google Ads, ki se ga da priučiti, a ne, tudi zelo hitro, ali pa te neke digitalne veščine, da mogoče ti najdeš človeka, ki je primeren, pa ga potem tudi priučiš v roku recimo enega meseca ali pa 2, a ne. Tak dober pristop. Top. Zdaj, ko te poslušam, se ti res vidno, kakšno strast imaš, kaj razlagaš, da res uživaš na Googlu. Daj mi povej, kaj pa en tak, kaj bo pa, da Američani temu pravijo, the aha moment, ta trenutek, ki si se pa ti zavedala, jaz pa želim graditi kariero v Googlu, jaz pa želim tukaj biti toliko in toliko let. A je bil kakšen tak trenutek? Pa mogoče že čisto tako je bil trenutek že prej, a ne, tako da recimo polka začneš razmišljati, pa zdaj, ki se govori ta zakon privlačnosti, ne, pa tako, kako manifestiraš stvari. Jaz sem v bistvu že pred leti, ko sem bila asistentka pri profesor Sandri Penger, ko smo delali vaje iz menedžmenta in smo mi veliko govorili o tem avtentičnem vodenju, polnomočenju in meni je v bistvu manjkalo primerov. Jaz sem zelo hotela študentom to prikazati na primeru, kako podjetja to delajo in sem tudi prišla takrat na idejo, sem rekla Sandri, če lahko recimo Google za primer in ona je bila navdušena, je rekla, ja, kar naredimo, no pol je to nastalo, pa so cele vaje, ene vaje ratale, ne, iz tega. Sicer takrat je bilo res zelo omejeno teh virov, a ne, nekaj je bilo na YouTubeu pa tako. In tudi študentje so z zanimanjem to poslušali, ampak jaz takrat nisem pomislila, da bi pa jaz nekaj delala, ne, na Googlu. Ampak tako se mi je zdelo fajn, taka klima in tako. In ko sem jaz videla takrat oglas za Google, v bistvu sploh nisem razmišljala, kaj bi jaz tam delala. Jaz sem rekla, jaz bi tam delala. Pa tudi, če sem 1 leto neke izkušnje, da sploh ne, v taki kulturi delaš. In v bistvu, ko sem prišla gor, nisem niti, pač itak pogodba za nedoločen čas, ne veš, kako se boš počutil, vse je druga država, je Irska, jaz imam zelo rada gore, na Irskem so hribi, čeprav oni rečejo, da imajo gore. Tako da mogoče je to bilo tisto, ki je mene recimo začel po roku 1 leta mi je manjkala, ne, tako da čez teden je bilo meni super na Googlu, čez vikend mi je pa manjkala, ne, ta v bistvu slovenska folklora, ali kako. Daj mi povej, kako pa je, ki se pravi, Google vsi pravijo, oziroma vidimo, da to so majhna mesta, ki imajo v bistvu vse te amenities od fitnessa do, mislim, restauracij, vse, kar rabiš. Kako je bilo takrat, ko si prišla, ko si začela, si delala 36 ur tam, si šla tukaj domov? Ne, to je prav zanimivo, ker to je bilo najbolj pogosto vprašanje, ki sem ga dobivala od prijateljev pa kolegov. So si rekli, aha, ti pa zdaj delaš za ameriško korporacijo, a si ti skozi tam, a je to, ne? No, ampak to dejansko ni res, a ne, ker se tega tiče načina dela. Ja, res imaš tam to kulturo, hrano, fitness, tudi pol so naredili bazen, a ne, masaže, ampak ker se pa te delovne kulture tiče, ne, moram pa reči, da je veliko boljša kot v Sloveniji in tudi veliko več je tega spoštovanja v bistvu tega 8-urnega delovnika, ne. In tudi, ko sem jaz prišla tja, jaz sem mislila, da moram tam ostati, da se ne, ker v bistvu več, ko si tam, bolj kao delaš. Pa mene so takrat sploh, recimo moja menedžerka takrat je rekla, Metka, pojdi domov, ura je 6, zakaj si še tukaj? A ne, pa je rekla, lej, prišel bo Q4, leto se končuje, Q4 je vedno najbolj zahtevan. Rekla, ja, takrat boš videla, mogoče bo prišel kakšen dan, da boš mogla tudi dlje ostati, da boš kakšne stvari dokončala, ampak lej, če je sonce, pejt prej domov, pejt, a ne ustajati v službi samo zaradi tega, da si, a ne. In tudi res recimo tako, jaz tudi, ko sem prišla, sem mislila, ok, delam za vikend, da malo tako, a ne, pa sem koga recimo pač pingala, ne, po chatu, dokler nisem pol dojela, da je to, ne, čez vikend se ne pinga, pol so tudi omejila, ne, čez vikend res pač tudi probi pač ne pošiljati mailov, probi pač ne delati, a ne. Pa še bolj pomembna stvar je pa, da dopust, a ne, dopust je res dopust. In tudi na dopustu se ne pričakuje, a ne, da boš ti odgovarjal na maile. In ko sem dobivala recimo iz Slovenije te auto-reply, a ne, da je nekdo na dopustu in da se ga lahko pokliče na to številko, sem rekla, no, evo, tega pri nas ni, a ne. Tako da, ker se tega tiče, res ni. Je pa res, da je kultura samega podjetja taka, pa če si sam recimo na Irskem,
če nimaš družine, da se pač rad tam zadržuješ, zato ker imaš tudi v bistvu ta socialni krog, prijatelje, a ne. Udobno je, a ne, imaš hrano. Neomejeno, ne, hecam se. Daj mi še malo povej, zdaj Google je definitivno eden izmed trendsetterjev, pa najbolj ali pa med bolj inovativnimi podjetji. Koliko imaš pa ti, pa tvoje ekipe prostora za inovacije, oziroma če rečeva temu delanje napak, no? Koliko ste lahko inovativni? Se vem, da si rekla, da imate to 20%. Ja, ne, v bistvu je tako, načeloma so recimo bolj inženirske ekipe, ki imajo predvsej tega prostora za napake, ne, ravno zaradi te inovativnosti, pa novih idej, tako da mislim, da so tudi take tako ekipe, ki recimo, ne vem, delajo stvari, pa se mogoče samo 10% tistega uporaba, ne, ampak tistih 10% je pol recimo ključnih. Ali pa dostikrat se iz kakšnih takih projektov recimo pač pridejo neki produkti, ki so zdaj med najbolj popularnimi, a ne, pridejo v bistvu čisto iz neke take ideje. Zdaj, kar se tiče pa recimo marketinga, pa prodaje, ki pa v bistvu bolj ta biznis, a ne, tukaj je vsem, a ne, drug način dela, tudi tukaj si vsem prvoščimo premalo napak oziroma si jih nočemo. Pa tudi recimo ena taka stvar, kljub temu, da se načeloma spodbujajo te, oziroma pri nas se reče ask for forgiveness, not for permission, a ne. Tako da načeloma je tako, a ne, ampak je pol tudi to, kar smo opazili, ne, vemo, da se vsi najbolj učimo iz napak. In potem tudi leadership recimo spodbuja, da deliš svoje napake, a ne. Ampak pol je recimo tako vprašanje, zdaj imam jaz 5 minut, da leadership zve, kdo sem, kaj sem delal, a jaz hočem o svojih napakah govoriti, ne. Tako da načeloma govorimo bolj, vsaj tako pri našem delu, o takih napakah, iz katerih smo se res nekaj naučili, oziroma ko že veš nekaj, kaj boš naredil, a ne, ampak recimo takih napakah, kaj pa res nekaj šlo narobe, pa mislim, da se noče noben izpostavljati. Se strinjam, ampak brez napak oziroma inovacij ni razvoja. Deva se še malo dotakniti mentorstva. Verjamem, da si ti tudi mentorca ogromen posameznikom, pa me zanima, a si ti tudi v življenju imela kakšnega mentorja? Ker jaz osebno sem mnenja, da jih rabimo, da so to osebe, ki te vodijo. Zdaj, rečemo mentorji ali zelo dobri prijatelji, čisto odvisno. Tako da, a si imela ti kakšne osebe oziroma mentorje, ki so te spodbujali, pa si se zanesla na njih? Jaz mislim, da jih imamo vsi, a ne. Ali jim daš tak naziv ali pa ne, a ne, ker pač itak smo, mislim, drugmu, a ne. Mentor je zdaj vprašanje samo, koliko to ozavestaš. Mogoče je tudi kakšna oseba mentor, taka, ki ti mogoče ni na očitno mentor, a ne. Zdaj sama bi mogoče pač izpostavila tako, če gledam skozi celo življenje, da mogoče so že recimo osnovnošolski učitelj, a ne, ti mentor, nekdo, ki verjame vate, a ne, tako da recimo jaz sem imela to eno učiteljico, ki je verjela vame, ki je pol tudi knjiga vam prišla, a ne. Pol recimo med študijem na fakulteti, no mogoče res med srednjo šolo sem bila res bolj, tako kot sem rekla, ne, bolj na žuranje, tako da tam so bili bolj te socialni mentorji, a ne, tako. No recimo med fakulteto je bila recimo ena ključnih oseb profesor Sandra Penger, ki je res verjela vame, in tudi v bistvu nekdo, da res imaš nekoga, ki te prepozna, ne. Mogoče tudi ti v tistem trenutku se ne vidiš, a ne, kot tacga, ampak če nekdo vate verjame, a ne, ti to definitivno pomaga, da se tudi recimo ne bojiš prijaviti na kakšno stvar, ne, tako da mogoče je bilo to pri meni tudi to, da vprašanje, če bi se jaz prijavila na take stvari, a ne, če ne bi nekdo verjel vame. Pol pa tudi recimo med samo to poslovno potjo, recimo na Googlu imaš pa tudi recimo sodelavca, ne, ki verjamejo vate oziroma te usmerjajo, tako da tukaj je bil tudi recimo kolega Darko Dujič, ki je bil tudi na Googlu, in to so recimo take osebe, ki te inspirirajo, so ti nek zgled, a ne, ali pa ti dajo mogoče kakšne take dobre nasvete, ko si recimo v nekem trenutku, ko se ne veš, kako odločiti, si pred neko odločitvijo, ali pa mogoče niti ne nasvet, ampak ti mogoče postavijo pravilna vprašanja, na katera si potem ti sam znaš odgovoriti. Ful dobro. Deva se še malo dotakniti, to te moram vprašati. In sicer, če bi lahko kaj spremenila na svoji karierni poti, a bi kaj spremenila?
Pa jaz tako, no, če pogledam, recimo, kje sem zdaj, vem, da vprašanje, če bi bila tam, kjer sem zdaj, če bi kaj izpustila. Ja, točno tako. Tako da, tukaj je zdaj vprašanje. Zdaj, marsikera stvar je bila težka, ampak če zdaj gledaš zaradi tiste stvari, tako jaz pravim, včasih moraš iti tudi 2 koraka nazaj po zalet, zato da dobiš zalet, da lahko skočiš še dol, oziroma tudi pač pri trampolinu vemo, Top. bolj, ko greš dol, više skočiš gor, tako da kakšne take stvari, ki bi jih spremenil, mogoče ne bi se drugače pokazale, no. Kaj pa kakšen tak projekt, na katerega si zelo ponosna, da te je recimo zelo zaznamoval, ki bi ga lahko izpostavila? A na Googlu? Lahko tudi na Googlu, ja. Mislim, ja, v tvoji karieri. Jaz recimo tako, ne vem, na Googlu recimo, kar me je bilo najbolj veselje, pa ni bilo nikoli v bistvu konkretno recimo tako delo, so bili mogoče te doodli. Tako, to je bil recimo en tak... Povej, kaj to je. Ja, v bistvu pač Google, pač mena ta na svoji pač spletni strani, homepageu, svoj logo, in to je v bistvu, vemo, da je spletna stran je bela, in tukaj pač ni kompromisov, glede oglaševanja. So pa recimo take trenutki, ki jih Google proslavi, spremembo tega logotipa, No, in temu se reče pač doodle, oziroma slovenski prevod je priložnostni logotip. Okay, dober. No, in to so logotipi za posebne priložnosti. No, in recimo takrat, ko smo začeli za Slovenijo delati, se je recimo pač par takih priložnosti pokazali. In recimo prvi doodle, ki je bil, je v bistvu prišel mail, bi nekaj naredili, kakšen datum, kaj bi. No, in je bila pač ideja, takrat je bilo, ne vem, kjer Plečnikov rojstni dan, pa bi nekaj s Plečnikom, No, in pa sem jaz prišla na idejo recimo tega tromostovja, da bi recimo bili 3 mostovi kot namesto ojev, Tako da to se mi je fajn zdelo, da v bistvu lahko vplivaš na nekaj, kar bo imel pač veliko vidljivost, pa istočasno tudi spomniš v bistvu na nek tak trenutek, Tako da malo te, taki kreativni projekti, pa mi je tudi blizu. Hudo. Metka, peva še malo na tvoje, kaj Metka rada počne. Tako da nam malo povej, prvič, kako se ti s stresom ukvarjaš, kaj so tvoji, se si že malo omenila. Pa malo nam povej, kaj rada poslušaš, kaj rada bereš, imaš kakšne serije. Ja, zdaj, v bistvu, ta prva stvar, ki bi jo mogoče izpostavila, je, da se meni, recimo, zdaj imam dve majhni hčerki, 5 pa 3, in predvsem, da se mi je življenje precej spremenilo potem, tako da mogoče bil to ta prvi izziv, Če recimo mogoče imaš prej občutek, da imaš vse pod kontrolo, da kako delaš, kako imaš ta work-life balance med svojimi hobiji, partnerjem, prijatelji, se pa pol to malo spremeni in v bistvu jaz sem dolg časa mislila, da je pač ta čas zame, oziroma pač izven službe, isto, a sem jaz svojo družino, svojimi otroci, partnerjem, prijatelji, to vse pač, osebni pa profesionalni, tako kot delovni čas. Tako da pol sem ugotovila, da se to v bistvu razlikuje, tako da recimo to, kako ti ta svoj stres oziroma pač ta ravnotežje loviš, je veliko bolj kompleksen, kot se zdi. Tako da jaz sem pol v bistvu sama začela, malo bolj intenzivno na sebi delati. Prej sem stvari vedela v teoriji, potem sem bila pa prisiljena stvari tudi v praksi izvesti. In pol sem tudi recimo ta mindfulness, ki ga mogoče pač prej prakticiraš, veš, ga je lahko izpeljati, potem sem videla, da se tudi to lahko od otrok učiš, Recimo, ko ti hčerka pokaže mamile rožico, povohijo, potipi liste, kako so mehki, in ugotoviš, da ti ne rabiš iti na mindfulness tečaj, ampak da to lahko tudi doma najdeš, Pol recimo od knjig, tudi to mogoče, da dolg časa nisem imela čas brati knjige, oziroma so bile pol ti, kako čim več knjig prebrati, pa kaj vzeti, ampak to mi je bilo tako nekako na hitro. In potem sem v bistvu ugotovila, da si ti moraš vzeti čas sam, da pač, oziroma to sem zadnjič prebrala, da čas vedno je, čas ne mine, minemo samo mi. No in ko v bistvu ugotoviš, da sam ti razporejaš čas in če si
če si želiš brati, če je to tvoja prioriteta, potem se vzama, ne? Pač, ampak moraš ugotoviti, da ne moraš delati vsega, ampak kaj ti pač več pomeni. Tako da recimo meni od knjig, recimo, ko so mi v zadnjem času tako spremenile pogled, je bil recimo Sapiens od Hararija. Prebral, super knjiga. Ja. Tako se mi zdi, da tudi malo perspektive, zakaj smo tukaj, zakaj je človeška zgodovina pomembna, da to niso samo letnice, pa kako živimo. Potem recimo od enega bivših liderjev na Googlu, ki je bil Mohamed Gaudat, Soul for Happy, ker se je v bistvu lotil vseh teh stvari, ki jih drugače beremo, predvsem v teh duhovnih oziroma teh self-care knjigah. On je napisal na tak inženirski način, v bistvu s tako pač formulo za srečo. No, on je bil tudi recimo en takih, ki je pred 10 leti, ki je prišel v Slovenijo, pa sem jaz razlagala, kako sem pod stresom, jaz sem pogledal pa rekel, zakaj si pa ti pod stresom? Pa sem rekla, ja, a nismo vsi, a ni to normalen, da si pod stresom? Pa on rekel, ne, Mitka, to ni normalen, da si pod stresom. In ne bodi pod stresom. Tako, ja. Tako da, pol recimo jaz, kar mene recimo tako veseli, je recimo narava. To sem ugotovila, da pa spet ne toliko, da bi se omejevala na točno določene kraje, ampak v bistvu že samo, lahko je to samo gosta, ne, pač bližnji gost, da greš, da znaš v bistvu v teh bližnjih stvarih najdeti, drugače pa definitivno, kot sem rekla, gor. Ok, kaj pa kakšni tvoji hobi, pa app, pa tako, daj nam malo povej. Aha. Ja, moji hobiji so zelo povezani z lokacijo, ker živimo, tako da predvsem gore, alpinizem, ribolazanje, turno smučanje, to je sploh letos popularen, tako da smučanje v vseh oblikah, drugače pa tudi potovanja s trekkingi po svetu, pa tudi po Sloveniji, tako da nisem omejena samo na ene lokacije, tako da se mi zdi, da lahko že tudi v bližnjem gozdu najdeš marsikaj. Super, zdaj za aplikacijo si rekla Il Meteo. Ja. To pa še nisem slišal. Ja, Il Meteo je pa v bistvu vremenska aplikacija. Okay. Tako da jaz recimo sem si par let nazaj sem imela 40-dnevni post, in ker sem pač vedela, da ne vem, čokolada, alkohol in pač podobni, s tem nimam problemov, sem šla na 40-dnevni post od aplikacij, ki so vzamejo veliko mojega časa, in to so bila socialna omrežja pa novice. Tako da jaz sem to takrat zbrisala z telefona in od takrat si po tistih 40 dnevih nisem več tega naložila. Tako da imamo v bistvu zdaj samo še recimo kakšen messenger, za to komunikacijo, tako da zdaj moram te vse stvari delati na desktopu. No in zato ena redkih aplikacij, ki je pa ostala gor, je bila pa ta Il Meteo, to je pa vreme. In vreme je v bistvu povezan z mojimi hobiji, Tako da recimo, če hočeš iti gore, je pač vremenska napoved zelo pomembna, tako da zato je to ena mojih bolj priljubljenih aplikacij, Tako da, no pa tudi to mogoče takrat med tem 40-dnevnim postom, ki si navajena, pač ti skozi čekirati. In ker seveda nimaš dosti za čekirati, ker nimaš aplikacij gor, potem sem jaz na začetku recimo 4 dni, ne vem, kolikrat pogledala, kakšno bo vreme, ker je bila to edina aplikacija, ki sem lahko. Ampak ja, recimo, to je recimo ena taka, ki jo veliko uporabljam, ki mi pomaga se odločati, recimo, kam iti popoldne, kako splanirati teden, vikend. Tako, v bistvu aplikacija, ki ti pomaga v offlineu. Ful dobro. Definitivno si me presenetila. Si mislila, da bo Google Maps by default. Google Maps pomaga, to je spet pripomoček. Okay. Če pa postaneš od tega odvisen, pol pa rečeš, pa pej traj na cesto, kakor da si na Google Mapsu. Ja, ful dobro. Zdaj peva še na najno zadnje vprašanje, ki je izjemnega pomena, no pressure, ampak ne hecam se. Zdaj mi imamo kar lepo bazo poslušalcev od študentov do direktorjev, do mladih podjetnikov in pa tudi predsednikov uprav, tako da jaz sem izjemno užival. Tako da moje zadnje vprašanje zate je bilo, kaj bi bili tvoji recimo 3 nauki za naše poslušalce?
No, jaz sem si v bistvu bi rekla, recimo tako, tudi ena pomembnih, ki sem jih vzela z Googla, je fokus na fokus. Focus on the focus, to se mi je zdelo tako, kaj zdaj, ko sem prvič to slišala, kaj mislim, ne, ampak je dejansko res, ne, ti si izbereš recimo pač na kaj se boš fokusiral, ampak pa se moraš res na to fokusirati, ne samo, da si izbereš fokus, ampak se res fokusiraš na fokus. Tako da to je bistveno in ker narediš to je tistih, 80%. Potem je drugo, ok je, če ne znamo vsega, it's ok not to know everything. Mislim, da je to ena taka stvar, ker doskrat, recimo, to sem se jaz tudi tako, pa sem bila zdaj že na parih sestankih, pa najprej te preseneti, recimo, če nekoga nekaj vprašaš, pa recimo nekdo reče, I have no clue, but I will check, I will come back. In je res v bistvu vidiš, ok je, sej nismo pač vsi Google, da bi vse vedeli. In tudi ta, v bistvu to, kar sem prej rekla, ta ponižnost, da v bistvu veš, da pač nikoli ne veš vsega, in da si pač tudi pustiš naučiti. Pa v bistvu tretja je pa, da veliko se govori, o uspehu, pa si uspešen. Pa mislim, da je tretja stvar, da si definiraš, da sam sebe vprašaš, kaj je tvoja definicija uspeha, ker mislim, da smo zelo različni, In vsak ima svojo definicijo uspehu in ti moraš sebe vprašati, kaj tebi uspeh pomeni. Potem pa v bistvu na podlagi tega se odločaš, kako boš nekaj počel, ne to, kaj boš počel, pa kako boš počel tisto, kar počneš, in pa zakaj te počneš, ker to vse povezano, ker če boš ti vedel, zakaj nekaj delaš, ali je to v službi, ali je to v zasebnem življenju, če boš razumel, zakaj to delaš, boš tudi svoj odnos do tega spremenil, in če boš svoj odnos do tega spremenil, boš prišel pač do tega uspeha, karkoli že to tebi predstavlja, Mislim pa, da se dostikrat pozabljamo, zakaj sploh nekaj delamo in pol, ko pridemo do nekega uspeha, ki je recimo mogoče strani družbe uspeh, ostanemo prazni, Vidiš, da bi mogel biti pa srečen, pa nisem, In to je recimo mogoče en tak, ena od skrivnosti uspeha. Ful dobro, res izjemni trije nauki. Tako da jaz bi se ti zelo rad zahvalil. Zdaj, dragi poslušalci, z nami je bila Metka Svetlin, marketing strokovnjakinja, predavateljica, pisateljica, ena izmed bolj mladih, ki je že po 14 letih izdala knjigo. Ti si tudi marketing manager in pa ena prvih Slovenk v Googlu in pa se pravi, kot sem rekel, marketing manager programa Think with Google za celotno C-regijo in pa vodja brand and reputation za Adriatic in pa Baltic regijo. Tako da, Metka, še enkrat najlepša hvala za tvoje izjemne poglede na svete in pa izkušnje. Hvala. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.